Slovenija je zopet sredi ene zgodbe, ki jih pač ne slišimo radi. Zgodba sega v junij leta 2013. Kar nekaj časa nazaj, ko so učenci ljubljanske osnovne šole šli na športni dan v Atlantis. In prav na ta dan ne bi se zgodila dva spolna napada, dva devetošolca ne bi napadla dve učenki. Ravnatelj osnovne šole Prule, Dušan Merc, je zato od ene od učenk izvedel 3 dni kasneje in pol je napadalcema prepovedal vstop v šolo. No, zdaj je nekako obtožen nevestnega dela v službi in prav o tem bi se radi danes z vami pogovarjali. Hvala, ker ste prišli tako zgodaj. Dobro jutro, gospod Dobro Merc. jutro. Pa mi lahko poveste, kako je to potekalo? Lejte, to je bilo v torek zjutraj, ena učenka se je sesula v nedeljo zvečer in je staršem zaupala, ker so se peljali proti Ljubljani, da ne gre več v šolo. Starši so jo verjetno še pregovorili, da je šla, potem je pa v torek zjutraj mene poklicala razredničarka, ki je povedala vse to. Jaz sem v trenutku, razumete, ko ženska reče, ali pa zdaj tudi moški, da je bil posiljen, moraš ti resno to vzeti. Ti nimaš pravice niti pregledovati, da je to bilo res, pa spraševati, pa nekaj, ker bi bil v trenutku v kazenskem postopku. Razumete? Jaz kot ravnatelj sem uradna oseba in rečem, dobro, to je zdaj pričevanje ženske, ki je bila zlorabljena in jaz moram ukrepati tako, kot je treba ukrepati. Pa ni šlo samo za spolni napad, šlo je za napad v vodi, kjer sta utapljala te dve učenki zato, da sta lahko to naredila, kar sta pozneje naredila. To ni bilo samo spolni napad, to je bil zelo hud fizični napad. To je bil napad z grožnjo smrti. A veste, in to ni hec. Ne, tako da jaz sem takoj ukrepil in sem tako rekel, prosti, sem šel pred šolo, ti danes nimaš vstopa. Nimaš več vstopa v šolo. Ker sem moral zaščititi te dve pred norčevanjem nadaljnjim. In potem sem jaz starši klical, starši niso imeli časa, da bi prišli, bla, bla, bla. Smo imeli naslednji dan sestank. Starši so hoteli to minimalizirati in reči, pa se ni bilo tako hudo. En od fotorov je rekel, vse je samo malo zarit parjev, pa take stvari ne. No tako, in zdaj me pač procesuirajo. Oni ne naredijo, kar hočejo. Samo jaz sem naravnal prav, sistem mora odreagirati, ker če kot sistem ne odreagira, so žrtve še večje žrtve in drugi dobijo še večji zalet in pogum. Mi imamo dobro zakonodajo, samo če ravnatelja procesuirajo za tako stvar, bojo ravnatelji začeli to pometati pod preprogo. Ravnatelji morajo imeti moč ukrepanja. Ne pa, da zdaj v trenutku začnejo pa to, pa pa ne vem kaj. To je tisto, kar moraš narediti, zato ker si ravnatelj, ne zato, ker to nekje piše. Me razumete? Zato, ker si ravnatelj, ker mi vsi, ki smo tam nekje okrog bili 40, se teh ravnateljev še kako spomnimo. Moj zaključek bi bil takle. Včasih malo zdrave pameti, sploh pri izkušenih inšpektorjih, ki so dali že marsikaj čez, ne bi škodilo. Glede na potek dogodkov, glede na to, da je bilo vse že zaključeno v šoli in neke pravice do nadaljnega šolanja niso bile kršene v takšni meri, da bi bila ta fanta, ki ne bi spolno nadlegovala sošolki, učenki, da bi bila lahko oškodovana recimo za izobrazbo, se mi zdi, da bi lahko inšpektor v tem primeru ali pa tožilstvo konec koncev tole ovadbo zoper Merca enostavno zavrglo. Kar se tiče pa obnašanja učenk in učencev, dijakinj in dijakov, se mi pa zdi, da smo pa starši v prvi vrsti odgovorni za njihova dejanja. Tudi doma se mi zdi, da malo zdrave pameti pa ne bi škodili. Kot nam je že prej Merc povedal, ne. Dovolj je že, če se imata doma starša rada. S tem največ naredimo. Ja. Ker otroci morajo od nekod to pol prnest. Tako da nauk današnje zgodbe je, imejte se doma radi. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.